Stane Fletko je lastnik več nepremičnin v centru Ljubljane. Stagnacija na trgu stanovanj pa ga je ujela popolnoma nepripravljenega. To so nore stvari, kaj se zdaj dogaja. Vi morate razumeti, da smo mi v zadnjih 10 letih dvignili cene stanovanj in najemnin za več kot 40%. In zdaj nekaj. Letos preživim z istim profitom kot lani. Nej, znižam cene. Lepo vas prosim. Na koncu boste še rekli, da nej davek na prazna stanovanja plačam. Glejte, jaz sem začel iz nule, okej? Moj pa fotra meni nista dala ama nič, razen nekega mehkega fleta v centru, avta pa, dobro, 100 000 evrov. Ampak to je to, okej? Ko mi je babica v poroki zapustila bajto, sem jaz sam dal oglas in sam hodil po denar na roke vsak mesec. In mislim, da bi nam podjetnikom v teh kriznih časih morala pomagati država, ker jaz bi mogel zdaj jeseni spet dvigati najemnine, a ne? Pa jih ne moram v tej situaciji, ni šanse. In tukaj ne vstopi država in naj tem najemnikom doplača znesek do maksimalne najemnine. Jaz ne vidim druge rešitve, no. Ohlajanje trga nepremičnin pa seveda vpliva tudi na druge igralce na trgu, saj prodaja postaja vedno bolj zahtevna. Težko je, razmere za delo so skoraj nevzdržne. Prej sem recimo dal glas na internet in še preden sem do konca napisal prodam stanovanje v Ljubljani, je bilo že prodano. Danes sem napisal že 2 cela oglasa in evo, 10 minut še vedno ni prodano. Mislim, kriza, totalna kriza. Pa tudi odnose je spremenil. Mislim, vsi imajo naenkrat 1000 vprašanj, pa kdaj je bilo zgrajeno, pa kdaj je bilo obnovljeno, pa na kjermu nadstropju. Mislim, kdo to ve, no? Ja, nepremičnine procenta, prosim. Ja? Kakšen ogled? Pa si imate slike gor, gospod? A ja, vi bi imeli ogled v živo, preden oddate ponudbo. Vidite, s čem se ukvarjamo. Ja, in kaj naj zdaj, kar tja pridem, ali kaj? Ja, midva že nekaj časa kupujeva in moram reči, da se je situacija v zadnjih tednih zelo spremenila. Jaz recimo prej kakšnih dolgih oglasov sploh nisem brala, ker sem vedela, da predno pridem do konca, bo cena že tako zrasla, da... Enkrat so bile na enem ogledu, a ne? Pa sva toliko dolg bila na tem ogledu, da so nama pol kar Airbnb nočitev računali, a ne? Taki časi so bili, no, ampak zdaj boš. Ljudje so zlobni, to morate vedeti. Oni ne gledajo samo moje oglase, oni zdaj gledajo vse oglase. Pa še pogovarjajo se med sabo, pa primerjajo. Mislim, kako naj brez slepega zaupanja in napihovanja cen pošten človek danes sploh še kaj zasluži. Itak pa se vsi bojimo najhujšega, da bodo kupci zdaj čakali, da cene še bolj padejo. Evo, izvolite. Tukaj je en podpis, pa smo. Lahko tudi tu. Kaj je, no? Oprostite, ampak jaz nisem prepričana. Dobro, in kaj, če bi še malo počakala, pa mogoče bodo pa cene padle? Ljubica, leta 2009 sem imela šanso kupiti trosobno stanovanje za 100 jurjev, pa sem rekla, da ne, zato ker ni bilo parkplaca zraven. Potem 5 let kasneje sem imela šanso kupiti dvosobno stanovanje za 200 jurjev, pa sem rekla, da ne, ker ni bilo balkona. Ja, zdaj imamo pa šanso kupiti edinstveno šanso za 300 jurjev, garsonjero, se pravi skupaj je to s kreditom odplačati 400 jurjev, ja pa boljše šanse ne bova dobila. Očitno je trg, ne glede na situacijo, še vedno zelo živ, a vsi se bojijo, kaj bo prinesla jesen. Kada že to ni dost, zdaj prihaja še energetska kriza. In pol moji najemniki meni vsak dan jamrajo, da zdaj bomo dali več za kurjavo, kot za najemnino. Mislim, a sem jim jaz kriv, da imajo stara okna pa peč na olje? Prosim. V bistvu sem jaz kriv, ja. Ampak ni važen. Svetoval sem jim, ne naredijo tako, kakor jaz naredim. Ne grejo lepo čez zimo v Dominikansko republiko, kjer je toplo in ni problemov s kurjavo. Pa ne mi govori, da nimajo denarja, če si lahko privoščijo flat v centru. Prosim vas. Pa ga imajo tudi za to, a ne? Ej, a ti ste že cepil četrtič? Ne, Zakaj pa ne? ker sem se subscribal.